Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Zdaj imam 10 km do prvega makadama, kjer bom preveril, če lahko moj skot služi tudi kot gravel kolo. No, sej večinoma verjetno veste, jaz imam skota Addict 20, Ultegra oprema, na njem pa so montirani 32 mm plašči Schwalbe. Odkar imam to kolo, sem se parkrat že znajdel na makadamu, tako da si želim danes bolj konkretno preizkusiti, kako se obnaša na različnih makadamih in če vam lahko služi tudi kot gravel kolo. Najbolj me zanima, in to bom tudi preveril, kako se obnaša na nekem normalnem, lepem makadamu. Kakšen grušči in blatne korenine me pa ne zanimajo. Vožnja po lepem makadamu je super. Grem približno 25 km/h. To je nekako tista hitrost, da sem še prepričan, da se ne bom kar tako zlepa sesul po tleh. Da lahko vozim z eno roko, vmes kaj posnamem ali pa popijem iz bidona. Zdaj, če bi se vozil hitreje, potem ne bi bil več tako samozavesten, ker vseeno na pesku hitro lahko zdrsneš ali pa zapelješ na kakšen večji kamen. Bi pa rad poudaril, da vsaj zame, ker nisem navajen, je vožnja po makadamu precej stresna. Zelo sem napet. Pozoren moram biti na cesto, na vsak detajl, da se mi ne bi kaj zgodilo. Tako da voziti se po asfaltu je bistveno bolj enostavno. Zdaj sem prišel na asfalt. Tukaj bom lažje zbral svoje misli, tako da vam na kratko povem eno oceno, kaj se mi zdi glede vožnje po makadamu s tem kolesom. Vožnja po makadamu ima sigurno kar nekaj prednosti. Ena je ta, da se ti kar naenkrat odpre ogromno poti. Nisi več vezan samo na asfalt. Marsikatera cesta, ki jo prej nisi vozil, je zdaj normalno prevozna. Pri takih poteh se lahko zgodi, da je narava in okolica še dosti bolj lepa, hkrati je pa tam manj ljudi, nasplošno pa manj prometa. Če je makadam lep, se vam lahko zgodi, da boste po njem vozili več kilometrov in zraven ne boste srečali žive duše. Zaradi počasnejše vožnje se je dosti lažje ustaviti in narediti kakšno fotko. Nisi na povprečju, nič kaj tazga te ne goni, da bi mogel noreti naprej. Po drugi strani se tukaj skriva tudi ena od slabosti, namreč pri počasnejši vožnji premagaš manj kilometrov, nižje je povprečje. Kdor ima rad dolge in hitre izlete, potem na makadamu ne bo našel svojih rekordov.
Kar sem jaz opazil pri sebi, je bilo tudi to, da sem mogel biti 100% skoncentriran na vožnjo, tako da je to psihično kar precej naporno in moram reči, da pri vožnji po asfaltu daš možgane na off, samo gledaš okolico in pičiš. To pri makadamu ni tako enostavno. Ampak mislim, da nima pomena govoriti o dobrih in slabih lastnostih. Vsak posameznik, vsak kolesar je praktično zgodba zase. Tisto, kar je nekomu najbolj všeč, mene lahko najbolj obremenjuje. Zato se lahko zgodi, da če bom jaz nekaj izpostavil kot slabo lastnost, bo nekdo rekel, da je to njemu najljubša stvar te dejavnosti. In obratno, tisto, kar je najbolj všeč meni, je nekomu najbolj dolgočasno. Je pa tako, da potem, ko prideš domov po vožnji na makadamu, te čaka eno tako opravilo, ki ga verjetno nihče ne šteje med pozitivne lastnosti. In to je čiščenje. Povsod se nabere tak fin prah gor po obročih, po menjalniku, po zobnikih. Pač to je zelo neugodno, jaz tega čiščenja sploh ne maram. Ampak je najbolj pametno očistiti takoj, da se ne bi kolo še naprej kaj dodatno uničevalo. Jaz bom rekel tako. Meni je bila vožnja po makadamu všeč do neke meje. Še zmeraj se bom 96–97% vozil po asfaltu, ker mi je taka vožnja dosti bolj prijetna. Bom pa zdaj dosti lažje zavil na marsikatero stransko cesto, ki sem se jo prej izogibal. S Fujijem in s tistimi tankimi gumami sem zmeraj šel na 100%. Zdaj pa ni več problema, zato ker vem, da lahko premagam tudi par kilometrov makadama, če bom že slučajno naletel na njega. Všeč mi je tudi, ker se mi je s tem povečalo število kolesarskih poti. Po drugi strani pa je tale Scott Addict 20 še zmeraj popolnoma ta prava specialka. Na ravnini, na asfaltu ne opazim nobene razlike. Tako da, če kdo išče gravel kolo s 40–45 mm gumami, s kakšnim vzmetenjem, boljšo geometrijo, bolj nežnimi prestavnimi razmeri, potem naj si kupi gravel. Kdor pa se, tako kot jaz, lepše počuti na asfaltu in bi rad le občasno zavil na kakšen lepši makadam, potem pa s takim kolesom ne fališ popolnoma nič. Konec koncev ne bom navijal za Scotta. Katerokoli kolo s 32 mm gumami je sigurno primerno za lep makadam. In tudi nasplošno je s tako specialko vožnja malo bolj udobna in tudi razni jaški ne predstavljajo nobenega problema. Pa sem spet v Novi Gorici. Link, kjer sem se vozil, bom dal od spodaj v opis videa. Vse skupaj bo itak samo kakšnih 36 km in niti 23 povprečje. Pač to je makadam. Na tem mestu, prej ko me dobi dež, bi vam pa rad vsem zaželel srečno vožnjo in se vam zahvalil za vse oglede, všečke, komentarje in naročnike. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau.